Ja, dobro jutro. These are the days of our life. Je že sicer 5 do 11, ampak jaz sem zdajle editala vlogmas, whatever. Zdaj se eksporta in pogledam gor. Anyway, danes bo po moje toliko zanimiv dan, ker imam tam eno goro enih stvari za pospraviti. Da, ne vem, verjetno bom mogla zvečer še neki pol ure govoriti v kamero, zato da bo zgledalo, kot da pač je dolg video. Tako da ja. Zdaj si delam make-up s tole paletko, ki sem jo dobila od Urban Decay zadnjič, Cherry. Barve so ful lepe noter in jo ful rada uporabljam. Drugač pa nič, danes snemam, kako se ličim glih zaradi tega, ker danes nimam čist nič druga za delati. Pač ja, pol grem spet ob 3 grem v službo, tako da ponavadi na šihtu nimam make-upa, ampak glih zaradi tega, ker danes nimam kaj druga za posnet. Bom pač si naredila en tak čist simple make-up in pa malo chit-chat, whatever. Mogla bi se načeloma glavo oprati, ampak se mi ful ne ljubi in si jo bom jutr. Teda to bo v jutrišnjem vlogmasu ful zanimivo. Načeloma je zanimivo, ker uporabljam tek milijon izdelkov od Moroccan Oil, od moje drage frizerke iz frizerskega salona Vihar. Tam, ko pač grem vedno, zdaj že ene par vlogov je bilo, ko sem pač šla k frizerju. Glede filma včeraj nisem nič omenila. V bistvu sem opazila, da sem tudi pozabila omeniti, kjer film sem šla gledati. Šla sem gledati Bohemian Rhapsody in jaz sem ga šla tokrat gledati že četrtič in moram reči, da še nikoli mi ni bil noben film toliko zanimiv, da bi dejansko že v četrto bila skozi prisotna v filmu in pač skozi ga spremljala, brez da bi gledala na telefon, gledala na uro, whatever. Probably zato, ker je band the cutest thing in the world. Ful je tak, ko nima neki ful... Skozi se nekaj dogaja. Skozi gre zgodba naprej in mislim, da pač zaradi tega ni film nikoli dosaden, tudi če ga greš gledati 4-krat. Vsi tisti, ko ga še niste gledali, vam ga res priporočam. Jaz pred filmom pač valjda, da sem vedela, kdo so Queenie. Ampak moram priznati, da sem poznala samo Freddija. Pač vedela sem samo, kdo je Freddie Mercury in vsi ostali pač ostali. Eden špila kitaro, eden špila bas, eden špila pa bobne. Zdaj, verjetno ste že opazili, moja nova obsesija je Roger Taylor. Shut up. Res je tak ful čustven film, dober film, ne morem ga do konca prehvaliti in ja, upam, da bo še kdaj kaj takega. Jaz bi imela že kar 5 filmov o Queenie, ki so pač sick. Sploh, če bi Ben Hardy igral, pač... Drugače mi pa komentirajte, če ste vi že šli gledati film, pa kolikrat ste ga šli gledati, pa kjer je vaš najljubši member od Queenov. Meni, še moram še enkrat ponoviti to Roger, ker je fucking cute. In aprila gremo s frendico na tribute koncert ali whatever v Tivoli. 3. aprila, da je, ja. Teda to bo ful cool. Čeprav pač, če bi bili dejanski ta pravi Queenie, mislim, Roger pa Brian bi bilo 100-krat boljš. Ampak you gotta do, kar pač lahko, ne. Zdaj pa uporabljam tole paletko Naked Heat Petite, ker je v bistvu pač dosti podobna barva, kot pa so moji lasi. In je tudi taka majhna in priročna, da si pač lahko jo nesem kam zraven. By the way, eden mi je komentiral zadnjič spet, zakaj se za svoje videe nič kaj ne urejam, ne, pač zdajle sploh za vlogmas. In moram reči, da pač sem to... Vlogmas je en tak realen del mojega življenja, kjer v bistvu nimam skozi make-upa na faci in hočem to nekad tudi poudariti, čeprav se zdajle glih ličim. Ampak res, tudi jaz sem bila dolgo časa v tem mišljenju, da rabim make-up, da sploh lahko grem v javnost. In bi rada mladim punca pač malo spremenila ta pogled, da v bistvu tudi brez make-upa lahko greste ven. Ker jaz vam povem, jaz na šihtu imam zelo, zelo redko make-up. Če ga že imam vsaj sam maskaro, pa mogoče kak eyeliner, pa obrvi, kaj neki full face pa ne, razen če pač pred tem kaj snimam, pa pač se pol ne umijem. Ali pa če tako dansko pač nimam kaj druga za delati, ne. Drugač pa res zelo, zelo redko.
Zdaj še vedno uporabljam mojo maskaro I Heart Extreme, ker je pač fucking najboljša maskara na svetu. Zdaj pa še kontur. Za kontur uporabljam še vedno tale Trended Up face contouring set, ko ga že v bistvu tegale ful zmanjkuje. Ampak zdaj pa pač pomešam tale dva skupaj. Jaz sem to uporabljala do konca, ok? Ok, next up, highlighter. To imam pa tale Makeup Revolution, ko sem ga mislim dobila v enem paketku. Ne vem, da je to bilo lani enkrat. Tako malo bolj še v bistvu tako rosy naredi, tako da pač je v bistvu tudi blush zraven in zato mi je všeč. Ful se ga ne vidi neki face, ampak. Ful imam tak spring makeup. I don't care, I like it. Na ustnice bom dala pa tale moj Sephora, sploh ne vem, kjer odtenek je, nek lip stain. Pač tale je moj najljubši, res je ful dober. Tako malo ti povečati ustnice in I don't know, I just like it. In to je to. Frizura bo ostala grozna, ker pač I'm too lazy. Ampak make-up je pa done, tako da zdaj pa še mečkim počilam in bo cajt, da grem na šiht. Super. Jaz imam svoj šiht res rada, res uživam tam, ful je fajn. Edino, kar je problem, pač ne da se mi iti. To je problem. Vse ostalo, I like it. Čas, da preberem komentarje. Jej. Prvo vprašanje. Kaj si se drugače učila samo po notah igrati? Mogoče veš, kje dobiš note teh popularnih skladb. Jaz sem se načeloma v glasbeni učila pač po notah igrati, ampak zdaj pa večinoma igram na YouTubeu pač tutoriale, ko v bistvu oni igrajo zraven in pač ti isto igraš pač po tipkah, whatever. Znam še brati note, ampak mi je tako lažje, ne vem, tako se mi je lažje naučiti. Zakaj nočeš povedati, kje delaš? Nočem povedati zaradi tega, ker pač je to osebna stvar, ali kako naj rečem. Pač saj ni nič takega. Načeloma sem uradno fotografinja in grafična oblikovalka, ampak ne bom govorila o točni lokaciji moje službe, zato ker pač to njim ni fajn, meni ni fajn, pač služba je resna stvar and I don't wanna lose it. So, kateri je tvoj najljubši filmski igralec in glasbenik? Kako čudovito vprašanje. Filmski igralec? Dejansko ne vem. Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch. Glasbenik? Trenutno. Torej, bobnar, Queenov, Roger Taylor. Načeloma, to so bila ta tri vprašanja za danes. Upam, da vam je bil video všeč. Vem, da moji trenutni vlogi niso neki pač ful, neki posebnega. To tako vsakič povem. Ampak upam, da se bo kmalu začelo kaj posebnega dogajati, da bo pač kaj malo bolj zanimivega, ker pač vsadne ni tako zanimivo. To je to. Se vidimo jutri. Čau.